Dober dan želim vsem skupaj. Moje ime je Jožica Wagner Kovačec, sem specialistka anesteziologije in sem predstojnica oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin v UKC Maribor. Priprave na zdravljenje COVID-19 bolnikov v UKC Maribor so se pričele že koncem januarja. Te priprave so se intenzivirale in 27. februarja smo imeli popolnoma na novo ustanovljeno intenzivo, ki smo jo pa imenovali COVID intenziva, s popolno opremo 4 postelj. Priprava nove intenzivne terapije je bila precej zahtevna. Srečevali smo se s popolnoma novo situacijo, ki jo v resnici sploh nismo poznali. Naše priprave so zajemale novo opremo, ki smo jo sestavili s pomočjo 2 intenzivnih, internistične intenzivne in pa kirurške intenzivne terapije. Ta priprava je zajemala ventilatorje, perfuzorje, infuzijske črpalke in pa kompleten monitoring sistem, skupaj z vsemi zdravili in pa z osebno varovalno opremo. Osebne varovalne opreme smo že od začetka imeli dovolj in bila je vrhunske kvalitete. Poseben izziv nam je predstavljala kombinacija zaposlenih z 2 oddelkov. Sodelovali smo v pripravljenosti in internistična intenziva, zdravniki in diplomirane medicinske sestre in prav tako zdravniški in kader zdravstvene nege z našega oddelka. Na začetku smo pričeli s pripravljenostjo, ki smo jo pa imenovali COVID pripravljenost, 16. marca pa smo po naprej dogovorjenem aktivacijskem planu sprejeli prvega COVID pacienta v COVID intenzivno terapijo. Ob sprejemu prvega COVID bolnika smo imeli pripravljene osnovne protokole, ki pa smo jih vsak dan, včasih tudi večkrat dnevno, osveževali in dopolnjevali. Vse smo seveda osveževali glede na trenutno situacijo, na nove informacije, ki smo jih pridobivali iz raziskovalnih skupin in na multidisciplinarno sodelovanje med večjimi oddelki v naši bolnišnici. Ko se je večalo število sprejetih pacientov, ki so potrebovali intenzivno terapijo, smo dodatno pripravljali še popolnoma opremljenih dodatne 4 postelje, kar pomeni, da smo v prvi intenzivni terapiji imeli popolno opremljenih 8 intenzivnih postelj. Ko so se kapacitete začele polniti, smo morali seveda razmišljati o širitvi naše intenzivne COVID terapije in smo na mestu enote intenzivne medicine operativnih strok začeli z manjšimi gradbenimi posegi, ki so nam omogočali zdravljenje večjega števila COVID bolnikov. 27. marca smo bili pripravljeni, da preselimo vse bolnike iz prve COVID intenzivne terapije na lokacijo enote intenzivne medicine operativnih strok. Ta zalogaj je bil in strokovno in logistično precej velik, zato ker so pacienti zahtevali specifičen način premeščanja. Že v času, ko smo začeli razmišljati o sodelovanju med različnimi oddelki, smo razmišljali tudi o načinu dela, ki ga bomo uporabili za zdravljenje COVID bolnikov. Samo delo smo vedeli, da bo zelo zahtevno, zato smo vedeli, da je potrebno vključiti čim manj ljudi, istočasno pa smo morali biti pozorni, da izberemo način dela, pri katerem zaposlenih ne bomo preveč izčrpavali. Torej, da bodo sposobni fizično in psihično delati v tem okolju čim dlje. S tem smo tudi čim manj kadra izpostavili možnosti okužbe. V času dobrih 5 tednov, odkar se ukvarjamo z intenzivnim zdravljenjem COVID bolnikov, smo v naši enoti intenzivne terapije zdravili 16 bolnikov. V veliki meri je zdravljenje podporno, kar pomeni, da z različnimi pristopi pomagamo telesu podpreti vse telesne sisteme, ki zaradi infekcije začnejo odpovedovati. Ob posebnostih mehanske ventilacije, ki so specifične za takšen tip pacientov, smo pri eni bolnici zdravljenje podprli z ECMO aparatom,
Pri 5 pacientih smo pa morali narediti traheotomijo. Sam poseg je bil opravljen v bolniških sobah s posebno ekipo in na posebej prilagojen način. Že malo pred začetkom epidemije smo bili na enoti intenzivne medicine operativnih strok zelo dobro pripravljeni. Naš oddelek za intenzivno medicino smo v bistvu mogli razdeliti na čisti del in tako imenovan COVID del. Ker pa smo kadrovsko že precej let podhranjeni, so nam v pomoč priskočile sestre iz internistične intenzivne medicine UKC Maribor. Priskočile so nam v pomoč anestezijske medicinske sestre, sestra iz kardiologije, sestra iz ginekologije ter zdravstvenik iz nuklearne medicine. Imeli smo sicer malo časa, da smo si uvedli kader, seveda so bila prisotna tudi tukaj gradbena dela v naši enoti in v bistvu v celoti pripravili oddelek za sprejem COVID pacientov. Osebne varovalne opreme imamo v naši enoti dovolj. Najraje uporabljamo skafandre. V teh skafandrih je delo v bistvu lahko poteka kar dolgotrajno. Na voljo imamo še celoobrazne maske z filtri, potem imamo na voljo tudi maske, 2R maske, FFP2 maske in FFP3 maske, vodoodporne plašče in pa nitrilne rokavice. Strah pred okužbo je pri zaposlenih zelo prisoten, zato se je tudi veliko število zaposlenih odločilo, da ne hodi domov, kar pa tudi dodatno povzroča stres, ta ločenost od otrok, od partnerjev in od svojih domačih. Tudi izčrpanost je pri zaposlenih zelo prisotna, delo opravljajo v ruskem turnusu in tudi vsak dan se sprašujemo, kako dolgo še bo to trajalo. Trenutno smo v upadu števila pacientov v naši enoti. Včeraj smo pospremili še 7. na oddelek, tako da tudi ta čustvenost je pri zaposlenih zelo v ospredju. Z solzami v očeh pospremimo vsako premestitev na navadni oddelek in pa tudi takrat, ko se zgodba ne konča tako srečno. Moram priznati, da si take situacije nisem nikoli predstavljala. Moram povedati in tudi zaposleni me sprašujejo in ta negotovost, kako dolgo še bo vse skupaj trajalo. Veliko je teh vprašanj, na katerih žal nimam odgovorov, vem pa zagotovo, da opravljamo delo maksimalno strokovno, maksimalno v najboljši možni meri za naše paciente. V vsakem primeru lahko rečem, da delamo zares dobro. V primeru težav rešujemo sproti vse težave in zelo dobro, in da ne rečem super, sodelujemo. Naučili smo se, oziroma iz te epidemije se bomo marsikaj naučili, nedvomno pa vem, da skupaj zmoremo vse. Glede na to, da so nam prišle v pomoč sestre iz različnih oddelkov, moram izjemno pohvaliti in izraziti svoj ponos, kako hitro smo se učili, kako hitro smo se uvajali. Vmes tudi na oddelku imeli predstavnike, ki so nam predstavljali nove stvari, s katerimi smo se v bistvu prvič videli. Zelo ponosna sem na ves kader, ki je sodeloval z nami v tej krizni situaciji. Kot rečeno, smo našo enoto razdelili na čisti in nečisti del. Zaposleni se v tem prostoru nahajajo v tako imenovanem filtru, kjer poteka nameščanje in odstranjevanje osebne varovalne opreme. Ko končajo z nameščanjem te opreme, po zunanjem hodniku prehajajo v bolniške sobe, kjer opravljajo svoje delo. Ko z delom zaključijo, se spet vrnejo v filter, ki je razdeljen na čisti in nečisti del, in v nečistem delu odstranjujejo osebno varovalno opremo. Po zunanjem delu hodnika poteka prehod v osebni varovalni opremi v bolniške sobe, tako da so sobe tudi ločene s steklom. Mi se pa sedaj nahajamo v čistem delu enote, kjer zaposleni spremljajo na centralnem monitoringu
vitalne funkcije vseh bolnikov in opravljajo administrativna dela. Ja, moje ime je Alenka Strdin Košir, sem zdravnica, specialistka interne medicine z dodatno specializacijo intenzivne medicine, sicer zaposlena na oddelku za anesteziologijo, intenzivno medicino in terapijo bolečine. Trenutno opravljam nalogo vodje te COVID intenzivne. Tukaj trenutno delajo anesteziologi in sicer 8 specialistov in 8 specializantov anesteziologije. V enoti intenzivne pripravljeni za COVID-19 bolezen imamo trenutno na voljo 19 postelj, v potrebi do maksimalno 23. Do sedaj smo v naši enoti zdravili 16 bolnikov, od tega sta žal 2 umrla. 4 bolnike smo že premestili uspešno nazaj na infekcijski oddelek, 10 bolnikov je še vedno zdravljenih pri nas. Zdaj, to so zelo bolani bolniki, ki pristanejo pri nas. Gre za hude pljučnice, dihalne odpovedi. Praktično vsi bolniki, razen enega do zdaj, so potrebovali mehanično ventilacijo. Mehanična ventilacija je zelo dolgotrajna. Noben od bolnikov, ki so ozdraveli, ni bil pri nas manj kot 3 tedne. Zdaj, kot rečeno, specifičnega zdravljenja za to bolezen ni. Pravzaprav virus premaga telo samo. Kar mi z zdravljenjem delamo je to, da bolnika v tem času ohranjamo živega. Ohranjamo ga živega z maksimalnim intenzivnim zdravljenjem. Namesto pljuč, namesto bolnika diha aparat, nadomeščamo delovanje ledvic, spremljamo delovanje srca, dobiva tekočine, hranimo ga enteralno, parenteralno, kar pač potrebuje. Zdravimo tudi okužbe, ki se dodatno pojavljajo. Dokler nismo sami začeli v intenzivni delati, smo veliko seveda prebrali na to temo. Poročila v medijih, pa tudi od kolegov so nekako bila, da večinoma močno zbolijo stari in bolniki, ki imajo neke pridružene bolezni. Moram reči, da je naša izkušnja popolnoma drugačna. Od 16 bolnikov, ki smo jih zdravili, jih je bilo polovico mlajših od 60 let. Naša povprečna starost je 60 let, tudi vseh bolnikov, če jih sestavimo. Tudi ti bolniki mlajši od 60 let so imeli zelo, zelo težke poteke. Žal je ena 48-letna bolnica tudi umrla potem, ko smo uporabili res vse metode zdravljenja, vključno z izven telesno oksigenacijo, ki jih pač sodobna intenzivna medicina nudi. Tako da moram reči, da je naša izkušnja res drugačna od tega, kar se govori v medijih. To ni bolezen samo starih ljudi, tudi mlajši ljudje, veliko od teh popolnoma brez pridruženih bolezni so imeli težke poteke. Ja, zdaj delo pri nas v intenzivni je organizirano precej drugače, kot smo sicer navajeni. Celoten oddelek je šel na obliko dela ruskega turnusa, kar pomeni, da delamo en dan 12 ur čez dan, na to naslednji dan 12 ur po noči, na kar imamo 2 dni počitka. Ta oblika dela je za nas sprejemljiva, čeprav moram reči, da vsaj dnevni turnus zelo, zelo naporna. Delo v tej zaščitni opremi je že fizično naporno, pa tudi psihične obremenitve so tukaj pri nas zelo velike. Pri nas imamo relativno mlade bolnike, ki so zelo težko bolani, čutimo velik pritisk oziroma težo odgovornost do pravilnega zdravljenja teh bolnikov, hkrati pa je podatkov v svetu zelo malo ali pa zelo veliko, kako se vzame. Zdaj, priporočali so nam nekako samoizolacijo, oziroma smo po presoji nekateri se ločili od svoje družin, drugi pač ne, ampak poskušamo socialne stike čim bolj omejevati. Kljub temu, da je naša zaščita dobra in menimo, da se pri delu ne bomo okužili, tega 100% ne more izključiti noben. Jaz osebno sem svojo mamo in otroke preselila na drugo lokacijo, kar pomeni, da sem jih v zadnjem mesecu videla samo enkrat na svoj rojstni dan. Pa še to od zunaj na več metrov razdalje. Tukaj v intenzivi delamo v 12-urnih izmenah. Na eno izmeno imamo 4 zdravnike, 2 specialista, 2 specializanta
ter okoli 10 sester. Sestre so iz različnih oddelkov, nekaj jih je iz kirurške intenzive, internistične intenzive, anesteziologije, tudi drugih oddelkov. Moram reči, da je ves kader se izkazal kot izredno požrtvovalnega. Komunikacija med nami je iz dneva v dan boljša, čeprav je bilo na začetku veliko prilagajanja, saj smo navajeni na različnih načinov dela. Za delo pri naših bolnikih uporabljamo maksimalno zaščito, ki jo imamo na voljo. Kar zdaj gledate, je stromov skafander. Kot vidite, ima na hrbtu pritrjen enoto, ki mu vpihuje zrak v čelado, ki jo ima na glavi. To je stvar, ki jo večkrat uporabljamo, vmes steriliziramo in razkužujemo. Preko tega si nato natakne plašč, ki je vodoodporen, in pa nitrilne rokavice. S tako opremo se da zdržati bolniki tudi več ur hkrati, kar je za ostalo opremo zelo, zelo težko. Še posebej pomembno je, da znamo opremo dobro pravilno obleči, bolj pomembno pa sleč, da se med samim slačenjem potem ne kontaminiramo. Plašč in rokavice slečemo v sobi, na kar druga oseba pomaga pri razkuževanju in slačenju čelade. Kot vidite v ozadju čelade, na to spravimo z razkužilje, prebrišemo in nato še z peroksidom preklinimo pred ponovno uporabo. Zdaj pri nas, tukaj zdaj gledate fizioterapeuta, ki se je oblekel na srečo za en dober dogodek in sicer imamo namen enega bolnika ekstudirati. Fizioterapeut je v tem seveda v stiku z izločki iz dihal in zelo ogrožen. Drugače pa imamo noter še zdravnike, medicinske sestre, in pa seveda vso podporno ekipo, tudi naše čistilke so oblečene v zaščitno opremo, da lahko prostore ustrezno čistijo. Ja, to je pogled v našo bolniško sobo. Zdaj bolniške sobe so malo improvizirane. Mi nimamo pogojev, nimamo nadtlaka, podtlaka ali ostalih pogojev, ki bi pravzaprav infekcijska intenzivna potrebovala, zato smo stvar zimprovizirali tako, kot vidite, so naša vrata zalepljena s trakovi. Skozi ta glavna vrata stopamo samo takrat, ko bolnika pripeljemo noter ali ga peljemo na kakšne neobhodne preiskave, o katerih zelo vnaprej razmislimo. Drugače pa vstopamo z vso opremo in tudi mi po hodniku od zadaj skozi filter, kjer se najprej oblečemo in po opravljenem delu slečemo. Kot vidite, so vsi, ki so v bolniku prisotni v maksimalni zaščitni opremi, sploh pri postopku, ki ga delamo zdaj, to je ekstubacija bolnika, to je nekaj, česar smo zelo veseli, ker pomeni, da je bilo naše zdravljenje uspešno. Je pa seveda ob tem bolnik lahko popljuva, zakašlja, je veliko aerosola, zato moramo biti maksimalni opremi in še to pripravljeni na vse, kar lahko gre narobe. Iz tega sobe ven je nemogoče teči po neko stvar, ki si jo pozabil, zato pred vsakim postopkom, ki ga delamo z našimi bolniki, se maksimalno pripravimo na vse zaplete. Vse potrebno za intubacijo je pred vrati ali v sobi in prisotni je kar nekaj ljudi, da postopek teče. Kot vidite, naše delo nekako poteka na dveh koncih. Oseba, ki je pri bolniku v polni opremi, ne mora v vsakem trenutku priti sobe in vzeti, kaj potrebuje. Prav tako ne more pogledati na temperaturni list, ki ga imamo zunaj. Zato radimo pravzaprav ojačanje ekipe, polovice ekipe zunaj in polovice ekipe noter. Ker se skozi ta vedno zaprta vrata težko slišimo, smo nekako sami prišli do rešitve teh dvosmernih babyfonov in na srečo je javnost na našo prošnjo odreagirala in smo dobili kar nekaj donacij. Gel za ultrazvuk? Ne? Dobiš? Delo z našimi bolniki je pravzaprav specifično, kar se tiče opreme zaščitne. V začetku smo pravzaprav začeli z navadno masko oziroma FFP3 masko z zaščitnimi očali. To je bilo pravzaprav zelo naporno, zelo boleče. Bolela je glava, bolel je nos.
Potem smo pa, hvala Bogu, napredovali in smo dobili celoobrazne gas maske, mi rečemo pravzaprav. Potem na koncu smo še pa napredovali v skafandre. Zdaj, delo v zaščitni opremi je naporno. Naporno je zaradi tega, ker imamo več plasti. Naporno je v smislu tega, da moramo razmisliti, kako se bomo oblekli, kako se bomo slekli. Vroče je, ne moremo piti, ne moremo iti na stranišče. Obvezno morata pri oblačenju oziroma bolje pomembno pri slačenju biti dva prisotna. Eden se slači, drugi kontrolira. Vse skupaj pravzaprav vzame veliko časa, od priprave pa do tega, da se potem razkužimo, ko pridemo od bolnika in lahko potem varno vstopimo iz nečistega v čist prostor. COVID enoti smo pravzaprav združeni iz pravzaprav cele bolnišnice, iz kirurške intenzive, internistične intenzive, iz anestezije in drugih oddelkov. Trenutna situacija zdravljenja COVID-19 bolnikov je pokazala tudi na slabosti in pomanjkljivosti našega zdravstvenega sistema. Vse slabosti in pomanjkljivosti, ki smo jih opažali glede kadrov, opreme in tudi starih zgradb, bomo seveda v bližnji prihodnosti morali popraviti in izboljšati. V prihodnosti se bomo morali naučiti živeti z virusom, kar pomeni, da bomo morali prilagoditi svoje življenjske navade, vsaj dokler ne bo na razpolago učinkovitega cepljenja. Zelo sem vesela, da je naš zdravstveni sistem zdržal in da ni bilo prevelike obremenitve s prevelikim številom bolnikov naenkrat. Zahvala za to pa gre vsem, ki ste se držali priporočil in omejitev. Naša izredna krizna situacija je pa tudi pokazala, da so na našem oddelku zaposleni res krasni ljudje, zato hvala vsem.